Dober večer in dobrodošli na zaključni prireditvi Osnovne šole Brežice. Prisrčen pozdrav vsem zbranim, učencem in učenkam, cenjenim staršem, spoštovani ravnateljici, gospe Mariji Lupšina Novak, pomočnicama ravnateljice, gospe Nevenki Srež in gospe Marjanci Pečar, vsem strokovnim delavcem šole in ostalim prisotnim. Naša domovina, Republika Slovenija, bo v nedeljo 25.6.2023 praznovala svoj rojstni dan. Upihnila bo 32. svečko. Na ta dan, dan državnosti, smo pred 32 leti Slovenci dobili svojo državo. Zato se vsako leto s ponosom spominjamo tega pomembnega dogodka. Na drogovih po vsej državi zaplapolajo slovenske zastave, iz ust Slovencev pa odmeva slovenska himna. Tudi mi bomo z današnjo prireditvijo počastili dan državnosti. Počastitev praznika pa nam je slovensko himno zapela Gaja Cekuta pod mentorstvom Katje Lipičnik. K besedi vabim ravnateljico Osnovne šole Brežice, magistro Marijo Lupšino Novak. Prisrčen pozdrav vsem zbranim na današnji zaključni prireditvi Osnovne šole Brežice. Prireditev je namenjena vam, učenkam in učencem, zlasti tistim, ki ste se v letošnjem šolskem letu še posebej izkazali, bodisi na učnem, kulturnem ali športnem področju, pri delu v različnih dejavnostih ali pa ste s svojim marljivim delom v oddelčni skupnosti in vzornim odnosom do sošolcev ter odraslih pomagali ustvarjati lepši vsakdan v naši osnovni šoli. Zazrti v vaš napredek smo vseh 962 učenk in učencev, ki ste bili v letošnjem šolskem letu vpisani na Osnovno šolo Brežice, skušali vzgajati v razgledane, nesebične in pogumne otroke in mladostnike. Vi pa ste z vsakim dobrim delom, lepimi dosežki pomagali uresničevati vizijo osnovne šole, kot zdrave šole, športne šole, kulturne šole, UNESCO in od aprila letos tudi Digi šole. Vse šolsko leto smo z vami znotraj naštetih dejavnosti odkrivali skrivnosti tega sveta. Mnogi ste bili s svojo vedoželjnostjo, pripravljenostjo za delo in zavzetostjo kos tudi težjim nalogam. Tako ste postajali vse bolj razgledani in samozavestni mladi ljudje, ob tem pa niste prezrli niti majhnih stvari, ki so vas razveseljevale ter osrečevale. Prav lepo je bilo spremljati vašo osebnostno rast in zorenje. Vemo, da mnogo poti vodi do cilja, ki je za vsakega posameznika drugačen. Vsak od vas je izbral svojo pot, a pot do uspeha je bila za vse strma. Danes, ko ste na vrhu, lahko z olajšanjem in ponosom rečete: uspelo nam je. Uspelo vam je zaključiti tisto, kar ste septembra začeli. Začeli ste teči proti cilju. Z vsakim korakom ste se mu bolj približevali. A tudi, če je tekač prišel zadnji na cilj, je uspel. Zato, kot pravi Robert Schuller, uspeh ni nasprotje poraza. Drage učenke in učenci, čestitam vam za dosežen učni uspeh, za katerega ste se trudili in si ga močno želeli, saj bo le znanje doseženo na tak način zavedno vaše. Nekateri pa ste šli v svojih prizadevanjih še dlje, kot bi vas navdihoval rek starih Grkov, ki so zapisali: iskanje odličnosti pomeni, da skušamo dati vse od sebe pri vsem, česar se lotimo. Poleg rednega dela ste iskali dodatne izzive, se preizkušali na različnih področjih in dosegali odlične rezultate.
Za ta vaša prizadevanja vam bomo danes podelili priznanja in knjižne nagrade. Jaz pa vam že sedaj čestitam. Čestitam zato, ker ste udejanjali filozofijo osnovne šole Brežice, filozofijo rastoče knjige, filozofijo rasti, ki se skriva v motu, naj ne mine dan brez lepe sledi. Verjamem, drage učenke in učenci, da ste z delovanjem, ki rodi takšne uspehe, naredili vsak dan kaj koristnega, kaj dobrega, lepega zase, za sošolce, družino, prijatelje, skratka za soljudi, ki bivajo ob vas. Vesela in ponosna sem, da imamo na šoli učence, ki želijo napredovati v dobrem, saj vem, da boste le tako lahko kot posamezniki postali dobri ljudje z odličnim znanjem. In ravno zato moramo meniti, da smo na šolski spletni strani ta teden objavili e-šolopis z vašimi literarnimi in likovnimi prispevki ter različnimi fotografijami in posnetki. Prispevke, s katerimi ste obeležili mnoge dogodke tega šolskega leta, sta zbrali in uredili učiteljici Romana Zorko ter Lidija Osojnik. Oblikovala pa ga je Nataša Kernec. Hvala vsem ustvarjalcem, da ste nas nagradili s tako lepim izdelkom in zanimivim branjem. Vabim vas, da ga čim prej prelistate in ugotovite, koliko let že izhaja naš šolski časopis, šolopis. Ugotovili boste, da ima že kar dolgo brado in da letos praznuje prav posebno obletnico. Imam pa še eno imenitno novico. Sporočiti vam želim, da se je naš učenec Dimitrije Cucojevič, devetošolec, ki že uživa zaslužene počitnice, upogumil in naredil velik korak, kot je sam zapisal. Učiteljicam Matej Bogovič-Fifnja, Darinki Ferenčak-Agreš in Matej Kovačič je predstavil svoje pesmi ter ob njihovi pomoči je šola izdala njegovo pesniško zbirko Včasih je dovolj pogled. To je bilo Dimitrijevo darilo vrstnikom ob zaključku šolskega leta in tudi šolanja. Čeprav ga ni tu z nami, mu ponovno čestitam in hkrati spodbujam vse, ki bi želeli svoje sanje, misli in ideje preliti na papir, da se opogumite in tudi vi svoje dela zaupate učiteljicam in učiteljem, ki jih bodo z zanimanjem prebrali. Morda so ravno počitnice odličen čas tudi za to. Učenke in učenci, pa da ne bomo danes samo delovni in resni, vam polagam na srce, da se nikoli ne pozabite smejati, poslušati, raziskovati in se čutiti, reči prosim in hvala, imeti svoje mnenje, spoštovati mnenje drugih in biti prijatelj. Želim vam vesele in sproščujoče počitnice, jeseni pa srečno vrnitev v šolo, na vašo, našo OŠB. Spoštovani starši, zahvaljujem se tudi vam, da ste spremljali, spodbujali in nadzorovali delo vaših otrok. Prav je, da jim stojite ob strani, da jih bodrite in dvigujete, ko so potrti, žalostni ali neuspešni. To, da vedite, da ravno preizkušnje kalijo vaše otroke. Postavljanje mej, spoštovanje dogovora in moralnih norm so stvari, ki jim pomagajo pri zorenju in odraščanju. Še posebej pa smo vam hvaležni za spodbudne in podporne besede, ki ste nam jih kdaj namenili. Spoštovani sodelavci in sodelavke, vem in vidim, da ste utrujeni. Šolsko leto je bilo naporno in izjemno vmogočen. Izpeljali ste ga profesionalno in v skladu z visokimi moralnimi normami. Ponosna sem na vas, da znate prisluhniti učencem in sodelavcem, ter da si znate pomagati in da podpirate drug drugega, ko je to potrebno. Osnovna šola Brežice
je skozi generacije ohranjala sloves ene boljših osnovnih šol. Upam, da bo ohranila to mesto tudi v prihodnje. Pa ne prek prazne hvale, pač pa s pomočjo vseh vas, cenjene kolegice in kolegi, sodelavci in sodelavke, drage učenke in učenci. Vsi vi boste skupaj in drug z drugim prispevali k rasti ter k še večji prepoznavnosti naše šole. Za zdaj pa vam hvala za vaša prizadevanja in vložen trud. Hvala tudi vsem nastopajočim ter vsem vam, ki ste prispevali k realizaciji današnje prireditve. Ker pa je pred vrati državni praznik, ko praznujemo eno največjih prelomnic v slovenski zgodovini, spomin na dan, ko je Slovenija pred 32 leti postala formalno neodvisna, vam ob dnevu državnosti, spoštovani obiskovalci, iskreno čestitam in želim, da bi pogum, odločnost in suverenost, s katerimi smo oblikovali svojo preteklost, zmogli tudi v prihodnosti. Spoštovani zbor, naj bo torej dan državnosti za vse nas lep in miren praznik. Srečno! Zahvaljujem se gospe ravnateljici. Potem, ko dovolimo, da je domoljubje čustvo, ki pomeni ljubiti dom in svoje najdražje, spoštovati prednike in državo, se lahko razvije odnos do lastnega naroda in dosežkov. Skozi umetnost, kulturo, jezik, šport in številna druga področja narod postaja uspešen in prepoznaven. O odnosu do slovenskega jezika in slovenske besede so pisali že literarni ustvarjalci. France Bevk je zapisal: "Oklepajte se svojega jezika s prav tako ljubeznijo kot svoje zemlje. Ne dajte si ga vzeti. Čuvajte ga v svojih domovih kot lučko, ki ne ugasne." O ljubezni do domovine pa pojejo številne pesmi. Mnoge od teh so že skoraj ponarodele. Na oder vabim Saro Žnidaršič iz 7.D, ki se bo predstavila s pesmijo, ki jo poznamo vsi.
pa nikakor ne smemo pozabiti na ljudsko izročilo. To je tisti del bogatstva, ki ga poskušamo ohranjati iz generacije v generacijo. Želimo, da mladi spoznajo, ohranjajo in tkejo vezi med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Na naši šoli že vrsto let vzgajamo mlade folkloriste, ki so se letos že predstavili na območni reviji otroških folklornih skupin. S svojim nastopom pa so sodelovali tudi pri akciji Dobrodelno okoli sveta. Danes ne bodo potovali okoli sveta, bodo pa predstavili žehto, ki so jo imeli nekoč le na določen dan v tednu. Takrat so dekleta ročno prala večje količine perila. Kaj vse pa se je zgodilo v času žehte, nam bo predstavila otroška folklorna skupina Kresnice, ki jo vodi mentorica Alenka Jezernik.
običaje iz preteklosti. O njih sta mi pripovedovala babica in dedek, ki pravita, da je bilo včasih kljub težkemu življenju lepo in da je največja šola ravno šola življenja. Zagotovo imata prav. Prepričana sem, da včasih vendarle niso imeli toliko šolskih obveznosti. Kaj pa vem? Preprosto, vesela sem, da so ocene zaključene, šolske torbe skoraj pospravljene, nas pa čaka poletje in dolge počitnice. V zraku že čutim vonj počitnic, morja in sonca. Življenje je kljub naporom lepo in razigrano, veselo in radoživo, v kar nas bo prepričal pevski zbor Prvošolčki, ki ga vodi mentorica Darja Kalin, na klavirju pa jih bo spremljala Katja Lipičnik. Do sredi trate, koplje brez lopate in hribček naredi brez tvoje pomoči. Pojdimo na vrt, gledat, kaj dela ta miška in krt. Hiša bi rada imela vrt, majhen vrt, vrt nosi v skrini črni krt,
Prepričana sem, da res vsakdo najde nekaj, kar ga veseli. Obožujem poletje. Poletje je čas, ko vse zaživi. Poletje je čas, ko vse zablesti. To je čas, ko vse zažari, in to je čas, ko naj te nič ne mori. To je čas, ko lahko letiš, ko se v svetlobo in toplino potopiš. Lahko se spočiješ in umiriš, ter za nekaj trenutkov brezskrbno živiš. Res je, kljub temu, da smo na pragu poletja in počitnic, naše misli pa so že nekje na morski obali, smo današnjo, že tradicionalno prireditev namenili dosežkom na učnem, kulturnem in športnem področju, ki so jih v šolskem letu 2022-2023 dosegli učenci osnovne šole Brežice, in sicer učenci od 1. do 8. razreda. Med nami je veliko uspešnih učencev, ki jih želimo posebej pohvaliti. Za prizadevno delo in doseganje vidnih rezultatov jim bomo podelili pisna priznanja in knjižne nagrade. Ob tej priložnosti ne smemo pozabiti na mentorje, ki so učence usmerjali, jih spodbujali in jim predajali znanje. K besedi vabiva učiteljico Katarino Novak. Šport je pomembna dejavnost vsakega posameznika. Učenci, ki so v različnih športnih dejavnostih še posebej uživali in dosegali vidne rezultate, bodo danes nagrajeni s priznanjem ali knjižno nagrado. Kdo so uspešni športniki in na katerih področjih so blesteli, nam boste povedala učitelja športa Hedvika Lopatič in Mirana Bram, ki jo vabim na oder. Lepo pozdravljeni vsi izbrani. Ravnateljica je na začetku povedala, da smo začeli septembra teči. Mi na OŠBP pa smo začeli hoditi. Gibanje in šport na OŠBP, to je osnovna šola s prilagojenim programom, ima velik pomen pri nas. Začnemo v prvi, zelo zgodaj, 6:20, mogoče nas je kdo že kdaj opazil. In za tiste najbolj vztrajne, ki vztrajno nabiramo kilometre, smo namenili danes tudi priznanja. Zato vabim na oder, da se mi pridružijo Tijan Molan, ki ga ni z nami, boste pol na koncu zaploskali, da bo hitrej. Nik Kavčič je tudi se opravičil, Kužnik Nik, prosim, če prideš gor. Peter Pavuna. Štirje fantje so skupaj z mano prehodili 2950 kilometrov od septembra do danes. Absolutni zmagovalec pa je Peter, ki je letos prehodil 709 kilometrov pred poukom v vsakem vremenu. Poleg volje pa je seveda šport na naši šoli zelo pomemben, ker pa nas ni veliko, skoraj vsi sodelujejo vedno, kadar imamo kakšno tekmovanje. Nik je tudi izreden športnik, član vseh reprezentanc v košarki, nogometu, veslanju, ni da ni. Imamo pa še druge fante in dekleta in sicer vabim zdaj gor še Emo Žmavc, pridi Ema, Žiga Zlobko, Adonit Hodža, ti trije so sodelovali na mnogih tekmovanjih in dosegali res lepe rezultate. Posebej pa moram izpostaviti dva naša učenca in sicer, moram pogledati, mi je zletelo en, Marcel Sodec, ki je na državnem tekmovanju v plavanju dosegel 3. mesto. Z ekipo veslačev je priveslal 2. mesto. Bil je glavni obrambni igralec na polfinalnem tekmovanju državnega prvenstva v nogometu, v košarki, v badmintonu, povsod je tekmoval.
pa na konec še češnjica na tortico. To pa je naša zvezdica, državna prvakinja v skoku v višino, Bojana Nikolov. Pridi. Kljub temu, da je tako vrhna deklica, je sodelovala skoraj v vseh ekipah in posameznih tekmovanjih, razen nogometa in košarke, kjer so fantje prevladovali. Bila je v namiznem tenisu, badmintonu, tudi veslačica je bila, edina med fanti, zato si zasluži posebno nagrado in tule pred vami sta najšportnika OŠPP Brežice. Čestitam še enkrat vsem skupaj. Podatek bom dala, prej sem že govorila, koliko prehodimo. Poleg teh 4 aktivnih, ki so prvi na terenu, imamo še 20 podpornikov, ki nas spremljajo malo manjši krog in vseh nas 25 je v letu 2023 prehodilo skupaj 4644 kilometrov. Drage učenke, učenci, spoštovani starši, tudi na osnovni šoli Brežice smo res vsi ponosni na delo, ki ga opravijo na OŠPP-ju nižji izobrazbeni standard in so nam tudi neke vrste motivacije, včasih v tistih trenutkih, ko vidimo, kaj vse zmorejo in nam da tudi novih moči oziroma motivacija, da gremo naprej. Danes je naključje, da je v bistvu zadnji dan, ko smo opravili zadnje šolsko športno tekmovanje v odbojki na mivki. V letošnjem šolskem letu, takole na hitro, osnovna šola Brežice se je udeležila vsaj 60 športnih tekmovanj. To postavlja našo šolo v sam vrh na športnem prostoru, šolskem športnem prostoru in to je nek trend, ki ga držimo že vrsto let in se bomo trudili še naprej, da nam bo to uspevalo. Na tem mestu pa, drage učenke, učenci in pa predvsem tudi starši, ponosni smo in vi morate biti tudi še bolj ponosni na to, kar dosegamo. Jaz se vam pa zahvaljujem v imenu vseh učiteljev, ker brez podpore vas staršev, da tudi priganjate otroke, da usklajujejo šport in pa šolske obveznosti, mislim, da je to tisto ključno, da lahko sodelujemo in da dosegamo to, kar smo dosegli na primer letos. Zdaj, če bi začel naštevati, bi bil predolg. Na hitro bom sam izpostavil tiste največje stvari, to so sicer državna prvenstva, čeprav za nas so vsa področna tekmovanja, občinska tekmovanja podobno pomembna. Letos se je zgodil zgodovinski trenutek, ko smo dobili državne prvake v košarki 3x3, prvič v zgodovini naše šole. Potem smo dosegli drugo mesto na državnem prvenstvu v velikem kanuju, pa tretje mesto v gimnastiki, pa naši OŠPP v atletiki in tako naprej, državna prvenstva. Se pravi, veliko uspehov na državni ravni, še več pa potem na nižjih ravneh tekmovanja. Tako da jaz se vam zahvaljujem še enkrat, mi je to zelo pomembno, da slišite, ker zato smo danes tukaj. Začel bom pa zdaj z tistimi, ki ste ne samo sodelovali, ampak dosegali tudi uspehe.
in ste bili prisotni vsaj na 3 različnih športnih tekmovanjih od področne ravni dalje. Začel bom sicer z 4. razredom, zato ker je ta ekipa dosegla vidni dosežek na državnem prvenstvu v gimnastiki in to so Žan Majcen, Timotej Klenovšek, Tjaž Jagrič, Filip Kalin, Oliver Redemšek, Marko Kvartuh in pa Jaša Senica Rožman. Evo, mlada ekipa pa tako uspešna. Potem pa gremo naprej na malo starejše iz 6. razredov. Nina Gabrič. In pa 3 fantje, ki so tekmovali na tem državnem tekmovanju v velikem kanuju in dosegli 2. mesto. Nalberi Bark Rostohar, Nec Novak, Jaka Slab, učenci 6. A razreda. V 6. B razredu so bili zelo aktivni Žan Račič, Lano Gorevc, Žan Molan Polovič. Šesti C razred Lili Pinterič, Ajda Medvešek, in v 6. D Anej Avšič. Lili, Ajda in Anej so tudi del te ekipe v veslanju. 7. razred Ivana Jurečič, Leon Vakčič, Lan Bog in pa Oskar Božiček. Ja, športniki morajo biti kar malo hitrejši, ne? Mi smo radi prvi. In gremo v 7. B razred, Neja Malus, Jara Smonkar, Taja Grubiša in pa Svit Šantel. V 7. C razredu Julija Pavlič, v 7. D Tija Volk, Leon Lapuh in Lukas Šušterič. Osmi A Živa Tomše in Jakob Kržan. Osmi B Jako Abram, Maj Medvešek in Ajda Vehabovič. 8. D razred Matija Dodik, Nik Grošelj, Lara Renjak in pa Nika Slovenc. Taj Lipoglavšek. Dobro, da sem te videl. Še veliko več je naših učenk in učencev, ki so
sodelovali v manj kot 3 tekmovanjih, ampak neko selekcijo moramo narediti, zato drugače bi bil ta oder premajhen. Imamo pa tudi športnico in športnika, bom rekel razreda, najšportnika. V 7. razredu je to fant, ki je del te ekipe košarkarske v košarki 3x3, se pravi državni prvak. Mislim, da se je doležil praktično vseh tekmovanj, na katere je bil povabljen. Danes je tudi na odbojki bil na mivki. In to je Jure Cvelbar iz 7. D razreda, športnik, 7. razredu, najšportnik. V 7. razredu zabije koš, tako da tudi za to mu lahko zaploskate. Imamo še enega najšportnika, ta je pa iz 8. razreda in pa malo bolj eksotičen, kar se tiče športov. Zelo uspešen je v kolesarjenju, kar ni tako eksotično, drugače je pa skakalec in prihaja iz 8. C razreda Marko Škulj. Marko je državni podprvak na kronometru, zdaj drugo leto pravi, da bo zmagal. Zdaj tudi če v skokih, da bo šlo, ve, kaj lahko tudi počne. Zelo rad tudi smuča, tako da je tudi tam zelo uspešen. Tako da komaj čakam novo sezono. Čestitke vsem nagrajencem. Uspešni samo na športnem področju. Veliko časa namenjamo tudi kulturnim dejavnostim. Sodelujemo na različnih prireditvah, literarnih natečajih, pevskih in plesnih nastopih. Pisno priznanje prejmejo učenci, ki so uspešno. Nismo pa uspešni samo na športnem področju. Veliko časa namenjamo tudi kulturnim dejavnostim. Sodelujemo na različnih prireditvah, literarnih natečajih, pevskih in plesnih nastopih. Pisno priznanje prejmejo učenci, ki so uspešno in prizadevno sodelovali na glasbenem, literarnem, likovnem ali fotografskem področju. Na oder vabim učiteljico Katjo Lipičnik, da učencem podeli priznanje. Prosim, da se nam na odru pridružijo Sara Žnidršič, Gaja Cekuta, Mija Rostohar, Domen Kalin, Doroteja Komar, Živa Hribar, Karla Rajterič, ki je osvojila nagrado na regijskem nivoju natečaja fotografske igrarije, in Špela Račič za nagrajen novinarski prispevek na natečaju Mladi novinarji o koheziji. Pravijo, da je ples vaš utrip, vaš srčni utrip, vaš dih. To je ritem vašega življenja. Je izraz v času in gibanju, v sreči, veselju, žalosti in zavisti. Na naši šoli imamo odlične plesalke, ki so osvojile zlato priznanje v disciplini plesna produkcija na šolskem plesnem festivalu.
Na oder vabim ravnateljico magistro Marijo Lukšina Novak, da našim odličnim plesalkam podeli knjižne nagrade. Na odru pa naj se nam pridružijo Vita Bogovič, Ajda Verhabovič, Tisa Widmajer, Julija Pavlič, Larisa Putrih-Šetinc, Iva Lazič in Živa Tovšek. Živa si je na državnem tekmovanju šolskega plesnega festivala priplesala tudi zlato priznanje v disciplini posamezni plesi. Iva pa je bila nagrajena še za novinarski prispevek na natečaju Mladi novinarji o koheziji. Še en aplavz, prosim. Gal Tomše in Adonit Hodža prejmeta knjižni nagradi, sta na mednarodnem likovnem natečaju za novoletno voščilnico osvojila prvo mesto. V poeziji se skozi besede vseh barv, ritmov in zvokov ujamejo človeški občutki. Včasih nam pesmi pomagajo pri iskanju notranjega miru in našega bistva. Vsak jezik pa ima tudi svojo poezijo in vsak človek svoj ključ do nje. In čeprav smo si drugačni, imamo različne navade in govorimo različne jezike, nas združuje glas čustev. Tega pa najlažje prelijemo v besede v poeziji. Med nami je mlada pesnica Sergeja Rašovič. Sergeja je svoje občutke in razmišljanja prelila na papir in s pesmijo Življenje osvojila prvo mesto v kategoriji od 1. do 5. razreda na vseslovenskem pesniškem natečaju Rimaraja, festivalu otroške poezije 2023 in bo prejela, oziroma je prejela knjižno nagrado. Čestitke! Sedaj nam pa bosta Sergeja najprej predstavila svojo nagrajeno pesem Življenje, Sofija Katič pa pesem Prijatelj, s katero je sodelovala in bila nagrajena na natečaju Rimaraja. Za poletno vzdušje bodo pa v nadaljevanju poskrbel mladinski pevski zbor, ki nam bo zapel staro mornarsko pesem. Uživajte! Daj, ujemi zvezdo v dlan, spusti tisti lanski dan, naj med prsti ti spozi vsaka skrb preteklih dni. Najdi si v življenju luč, naj je ne odžene trušč, ki v življenju spremljate. Naj ti sveti dan in noč in v srce ti vliva moč. Če čudes ti vid je dan, glej nevidne reči, jezdi 1000 dni, dokler čas ti lase ne zasneži. Prijatelj te rad ima, se zate ne preda, ko te objame, ti vse skrbi vzame. Nikoli ne obupuje, ti posodi dežnik, ko dežuje, ko si brez volje, pa te spravi na bolje. Je dober, prijazen,
v gruči neopazen, zato imej ga rad, saj to je pravi zaklad. Vsako leto ob zaključku prizadevnim in uspešnim učencem za doseganje vidnih rezultatov iz znanja podelimo priznanja in knjižne nagrade. Pa poglejmo, kako so se naši učenci izkazali na tem področju. Učenci od 1. do 3. razreda, ki so na šolskih tekmovanjih iz znanja dosegli 3 bronasta priznanja, prejmejo pisna priznanja. Na oder vabim učiteljice prve triade, Bernardko Laurinovič, Suzano Polarič in Karmen Lipej Tramšek, ki bodo podelila priznanje. Prejemniki pisnih priznanj so iz 1. razreda Ema Kostadinovski, Valentin Žnideršič, Bart Ajster, Lenart Katič, Luka Kuharič, Mara Vukič in Živa Holan. Iz 2. A razreda Gal Cažin, Erin Debelat Gliberšek, Liam Vackovič, Žan Fioreni, Ožbej Pirnaver, Brina Vipušek in Ožbej Voglar. V 2. B razredu prejmejo priznanja Jana Budič, Patrik Gabriel Ferenčak, Tim Radovič in Ema Školanc. Iz 2. C na oder vabim Lano Peterpoč in Kim Vukas. V
V drugem D razredu pa so si priznanja prislužili Alja Javornik, Mirjam Križman, Fran Petelko in Nika Odsojnik. Da vidimo, kdo so uspešni učenci v tretjem razredu. Iz tretjega A razreda so to Maša Držič, Filip Kostadinovski, Jure Luskovec, Živa Petrkovič, Gal Špiler, Lara Huduč, Tilen Žar Gregorič in Neža Žerjak. Tretjega B naj se nam na odru pridružijo Roko Lukas Jalovec, Vit Jezernik, Matija Jurečič, Tin Kastner in Aurora Tadič. Tretjega C, Tibor Bizjak, Maj Držanič, Lenart Fuchs, Maj Majzel in Domen Pantaler. In še iz tretjega D, Vito Ferk, Tijan Šneler in Arjan Župevc. Iskrene čestitke. Učenci četrtega in petega razreda so tudi pridno tekmovali in osvajali priznanja na različnih področjih. Pisno priznanje prejmejo učenci, ki so na tekmovanjih iz znanja dosegli 3 bronasta priznanja. Na oder vabim učiteljico Jožico Požar, ki bo podelila pisna priznanja. En aplavz. Prejemniki pisnih priznanj za najmanj 3 osvojena bronasta priznanja na tekmovanjih iz znanja so Julija Petan, Gloria Volk, Izabel Linč Galin, Sofija Popijač, Gašper Šter, Oskar in Zara Keladič, Freja Jeras, Žiga Račič, Tesa Zutančič, Nino Martinovič in Izak Vukič.
poznali učenci 4. C razreda, saj so celo šolsko leto skrbeli za čiste zobe. Za svoje zobe so skrbeli tako natančno, da so bili povabljeni na zaključno prireditev 38. tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani in bili razglašeni za najrazred Slovenije. Čestitke! Mi pa hitimo kar naprej. Učenci 6., 7. in 8. razreda imajo možnost sodelovanja na več področjih. Samo voljo in znanje morajo pokazati. Najbolj delovni in vztrajni se udeležujejo po več tekmovanj in se nanje tudi pridno pripravljajo pred in po pouku ter seveda doma. Nekateri so bili na teh tekmovanjih bolj uspešni, zato so danes z nami. Na oder vabim pomočnico ravnateljice, gospo Marjanco Pečar, da podeli pisna priznanja. Pisna priznanja pa prejmejo Nika Stanič, Aisha Kurstanič, Ljubo Kolar, Anže Pečar, Špela Nodila, ki je tudi današnja napovedovalka, Karla Rajterič, in Jakob Divjak Zalokaj. Iskrene čestitke tudi vam. Hvala, učenci. Učenci 6. razreda so se v tem šolskem letu pod mentorstvom Silve Božičnik udeležili tekmovanja v hitrostnem zlaganju lončkov na RTV Slovenija v rubriki Male sive celice. Arja Zofič, Nika Stanič, Miha Močan in Majko Stevc so se uvrstili med 16 najboljših šol v Sloveniji, zato so se kar dvakrat pomerili v hitrostnem zlaganju, tudi v studijskem delu na RTV. Dragi, to si tudi zasluži aplavz, seveda. Dragi obiskovalci, čas je, da malce predahnemo. Plesna skupina Osnovne šole Brežice že čaka, pod mentorstvom Andreje Resnik, bo popestrila torej današnjo prireditev. O njihovih uspehih pa smo danes že slišali. Life could be a dream, life could be a dream. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and up with me, boom. Then I'm leading on the land. Oh, over them, oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Every time I look at you, something is alright. If you do what I want you to, maybe we'd be so high. Can I get anybody more water? Where's the food? You're not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Might
da na oder pride ravnateljica gospa Marija Lupšina Novak in učenkama 5. razreda, ki sta osvojili po eno srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja, podeli pisni priznanje. Vabimo Angeliko Avsec. Angelika je osvojila srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja matematične logike, za vidne dosežke na šolskih tekmovanjih iz znanja in za odgovoren odnos do šolskega in domačega dela ter spoštljiv odnos do odraslih. Sergeja Rašovič. Sergeja, tebi podeljujemo priznanje za osvojeno srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja kriptografije, za vidne dosežke na šolskih tekmovanjih iz znanja in za odgovoren odnos do šolskega in domačega dela ter spoštljiv odnos do odraslih. Učenci od 6. do 8. razreda, ki so prejeli po eno srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja, so Stela Kuharič. Stela bo nagrajena za dosežen uspeh na regijskem tekmovanju iz znanja matematike ter za vidne dosežke na šolskih tekmovanjih iz znanja logike, razvedrilne matematike, računalniškega mišljenja in računalniškega programiranja z delčki. Vanessa Volk. Tudi današnja napovedovalka in voditeljica za dosežen uspeh na regijskem tekmovanju iz znanja matematike ter za vidne dosežke na šolskih tekmovanjih iz znanja logike, razvedrilne matematike, računalniškega mišljenja in računalniškega programiranja z delčki ter uspešno sodelovanje na likovnih in literarnih natečajih. Luka Richter. Luka, tebi podeljujemo priznanje za dosežen uspeh na regijskem tekmovanju iz znanja matematike. Živa Tomše. Živa Tomše, vse čestitke za uspešen in dosežen uspeh na regijskem tekmovanju iz znanja logike. Aljaš Rus. Aljažu čestitamo za dosežen uspeh na regijskem tekmovanju iz znanja logike. Robert Tadić. Že gre? Prejme pisno priznanje za dosežen uspeh na regijskem tekmovanju iz znanja matematike in za vidne dosežke na šolskih tekmovanjih iz znanja matematične logike, fizike in robotike. Maj Medvešek. Že teče? Maju čestitamo za usvojeno srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja zgodovine in za vidne dosežke na šolskih tekmovanjih iz znanja. Sergej Cvelbar. Še en aplavz. Sergej Cvelbar
Šuler za dosežen uspeh na regijskem tekmovanju iz znanja logike. In Tijan Pregl. Tijan Pregl torej dobi priznanje za osvojeno srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja matematike in za vidne dosežke na šolskih tekmovanjih iz znanja fizike, računalniškega mišljenja in računalniškega programiranja z delčki. Sedaj pa na oder vabim učence, ki so na tekmovanjih iz znanja osvojili več srebrnih priznanj in bodo prejeli knjižne nagrade. Anej Kovač. Anej prejme knjižno nagrado za osvojeno srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja vesele šole ter za osvojeno bronasto priznanje na tekmovanju računanje je igra. Nika Slovenc. Za dosežen uspeh na regijskih tekmovanjih iz znanja logike ter matematike. Čestitke. Miha Knez. Na regijskih tekmovanjih znanja logike ter fizike in za vidne dosežke na šolskih tekmovanjih iz znanja matematike, astronomije, matematične logike in računalniškega programiranja z delčki. Na odru naj se nam pridruži tudi Nika Zorčič. Nika prejme knjižno nagrado za osvojena srebrna priznanja na tekmovanjih iz logike, logične pošasti, biologije in za vidne dosežke na šolskih tekmovanjih iz znanja razvedrilne matematike, angleščine, sladkorne bolezni, računalniškega mišljenja, slovenščine in astronomije. Čestitke! Ob tej priložnosti ne smemo pozabiti na mentorje, ki so učence usmerjali, spodbujali in jim predajali znanje. Mentorji učencem, ki so osvojili priznanja iz znanja so Bernardka Lovrinovič, Metka Krošelj, Nina Špiler-Škoda, Suzana Kolarič, Andreja Resnik, Amanda Škrabar, Alenka Jezernik, Špela Vegel, Tatjana Zorko Pesarl, Karmen Lipej Tramšek, Jožica Dukič, Josipa Supančič, Sabina Bunšek, Katarina Žičkar, Bojana Mauri Pavlič, Darja Granc-Kavčič, Vladka Glaser, Špela Ravnikar, Teja Bradač, Katja Živrt, Klaudija Štrucel, Breda Majcen, Mojca Barbič, Katja Lipičnik in Lidija Osojnik. Sedaj pa na oder vabim otroški pevski zbor, ki nam bo v pesmi podal sporočilo, kako ujeti srečo. Vsi prejemniki priznanj in knjižnih nagrad ter njihovi mentorji zaslužijo en velik aplavz. Življenje je zabavno, življenje je sreča, življenje je veselje, življenje je, da ljubiš
Življenje je, da pomagaš, življenje je nežnost, življenje je smeh, življenje je čudovito. Počitnice so nekaj krasnega, saj so namenjene počitku in brezskrbnemu uživanju. Naj bodo počitnice lepe, preživite jih v objemu narave, ob dobri knjigi in športu. Naj bodo vaši dnevi polni prijetnih trenutkov, naužite se vsega lepega. Današnjo prireditev bomo zaključili s himno Osnovne šole Brežice. Skozi prireditev smo vas popeljali Vanesa in Špela. Hvala, ker ste bili z nami, imejte se lepo in uživajte počitnice.